Na obisku. Dobrodošli v novi epizodi serije podkastov Na obisku, ki nastaja v produkciji Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in levkemijo. Dober dan, gost tokratne epizode podkasta Na obisku je dolgoletni novinar zunanje političnega uredništva informativnega programa Televizije Slovenija, nekoč tudi radijski novinar, pa voditelj osrednje dnevne informativne oddaje, pa urednik in voditelj zunanje politične oddaje Globus in dopisnik iz Nemčije, zadnja leta pa dopisnik RTV Slovenija iz Bruslja. Z nami je Igor Jurič. Igor, živjo. Ja, lep pozdrav iz Bruslja. Igor, takole zelo sodobna sva tokrat, sva prek aplikacije Zoom, snemava tale podcast. Najprej, kako si se privadil na tele, midva se tikava, ker se poznava že dolga leta. Tako. Kako si se privadil na to novodobno tehnologijo, komunikacijo, čeprav kot dopisnik verjetno si vse podobne reči že prej uporabljal? Ja, če po pravici povem, niti ne. Pred koronavirusom, seveda občasno, ko, če rečem, v sili hudič muhe žre, smo se seveda tudi, ampak res redko kdaj poslužili tovrstnih metod dela, drugače pa je bilo to seveda vedno snemanje tako rekoč v živo, se pravi iz oči v oči. Jasno, s pojavom pandemije pa je to žal ali pa na srečo, kakorkoli se to vzame, ta oblika novinarskega dela doživela nesluten razmah, bi temu lahko rekel. In šele zdaj v teh zadnjih mesecih, morda nekje dobrega pol leta, vsaj zdaj govorim tukaj to bruseljsko izkušnjo, se počasi vračamo na ta, recimo, stari način dela, se pravi, da so spet novinarske konference ali pa tukaj so recimo precej običajna zadeva, pogovori, kot se reče, v ozadju, se pravi, da dobimo novinarji informacije, ki pa jih seveda potem ne smeš navajati vira, kje si jih dobil. Skratka, informacije ali pa pogovori, ki ti osvetlijo neko tematiko, da lažje vse skupaj spremljaš. In to je bilo še recimo leto dni nazaj dejansko samo preko Zooma ali neke podobne elektronske aplikacije. Zdaj se to, kot rečeno, v zadnjih mesecih počasi vrača. Je pa tako, če povem po pravici, glede na to, da smo se na začetku seveda bili vsi šokirani s tovrstnim načinom dela, ker za novinarja je bistvo to, da človeka vidiš, da z njim govoriš iz oči v oči. In če smo bili na začetku morda nad tem šokirani, smo se potem s časoma, se mi zdi, rahlo polenili. In tudi zdaj, ko imaš recimo možnost, da bi šel na novinarsko konferenco ali pa na kak tovrstni pogovor v ozadju, razmišljaš, a bi šel ali ne bi šel, ker če greš, moraš iti v mesto, pa na metro, pa z avtobusom in podobno, se pravi, izgubljaš čas. In če ga prihraniš v tistem času, lahko že marsikaj drugega narediš. Tako da se mi zdi, da zdaj novinarji to nekako jemljemo od dogodka do dogodka različno, da se sproti odločaš, ali boš šel tja fizično, ali pa boš recimo ostal doma in naredil pogovor, tako kot ga recimo delava midva. To je zlasti seveda izrazito pri novinarjih, ki so časopisni novinarji, radijski tudi, za televizijske novinarje recimo in ker moram delati tudi za televizijo, pa to seveda bistveno težje, tako da kadar je treba zdaj v teh zadnjih mesecih delati prispevek za našo televizijo, jasno, če nima sogovornik nič proti, potem je to spet ta klasični intervju, pogovor, klasično srečanje iz oči v oči.
Sploh se mi zdi, Igor, pri novinarskem delu, recimo ti off the record pogovori, ki si jih omenil, ne, tukaj pa je že treba imeti ta stik, ne, da se gledaš, da se nekako čutiš tudi v svoji prisotnosti, se doživiš kot človeka, ko želiš vzpostaviti neko zaupanje najbrž, ne. To pa gre težko preko Zooma. Ja, absolutno. Se je recimo te, bom rekel, ena na ena, ne, pogovore off the record, ne, seveda to jasno ne funkcionira preko Zooma. Potem, če že smo si raje izbrali, ne vem, WhatsApp, Signal in podobne storitve, ampak res občasno, ne, ker dejansko je tako, ne, če morda ti še nekako imaš občutek, da je to vse v redu, sogovornik se ne odpre, ne. Zlasti, če bi ti morda želel povedati kakšno res informacijo, ki jo ne bi želel, da jo ve še vesoljno občestvo, ne. Ampak seveda tukaj obstajajo v Bruslju tudi ti off the record pogovori za množico novinarjev naenkrat, ne. Recimo, če se Evropska komisija odloči, no, recimo, če vzamem zadnji primer, taksonomija, ta razvpita beseda zdaj, mislim, da jo je veliko ljudi spoznalo, ne, se pravi to razvrščanje, ali so naložbe, debata je bila predvsem okrog tega, ali so naložbe v jedrsko energijo in zemeljski plin zelene ali niso, ne. In to spada v ta sistem taksonomije, ki ga je izdelala Evropska komisija. In seveda, oni predno predstavijo neko tako strategijo ali karkoli se tem, ali pa predlog neke direktive in podobno, ne, potem oni pripravijo ta tako imenovani tehnični briefing. Se pravi, je off the record, seveda, ne, informacije lahko uporabiš pri svojem delu, ne smeš pa navajati vira informacij, ne. Ampak recimo tak off the record briefing, ne, tehnični briefing, temu prisostvuje, ne vem, 150, 220 ljudi, ne, preko Zooma. Tako da, ne, ja, te tehnični briefingi potekajo bolj na ta način, če pa dejansko želi z nekom vzpostaviti neko bolj zaupanja vredno osebni stik pa seveda klasične kavice. V najinem pogovoru ne bo dosti stvari off the record, ne? Vse bo takole javno, v ta namen tudi ta podcast delava, ne nazadnje, ti tudi vedno odkrito govoriš o svojih rečeh, tako zasebnih kot poklicnih, s tem dejansko nimaš nobenega problema in si v tem seveda tudi verodostojen in prepričljiv. Tisti del off the record bom samo delila, ko sva danes tale najin podcast zmenek organizirala, si rekel, dejva malo kasneje, ker bom šel še teč, ne, zdaj me zanima, si odtekal in potem zbujaš slabo vesti našim poslušalcem ali še ne? No, trenutno ti še ni treba imeti slabe vesti, ker sem se impulzivno zjutraj odločil, da ne grem teč pred tem pogovorom, ampak po pogovoru. Razlog je bil pa danes dokaj, mislim, da za širšo javnost razumljiv, sonce. V Bruslju v zadnjih tednih nismo prav vajeni sonca in danes zjutraj se je pa videlo, da bo sonce in zjutraj je bilo 2 stopinji nad ničlo samo in seveda pričakujem, da ko bova midva končala pogovor tam okrog 11-12, ko računam, da bom šel teč, bo vsaj par stopinj več, verjetno gledal sem na napoved vremensko, ne bi bilo tam 6-7 stopinj, pa če si je sonček, je potem še kakšna stopinja več in je to veliko bolj prijeten tek, kot pa recimo pri 2 stopinjah. Tako da to je bil danes razlog za nekoliko kasnejši tek. Super. Igor, koliko maratonov je za tabo? Vemo, da si navdušen tekač, tečeš že, odkar te sama recimo poznam, pravzaprav ne vem, kdaj nisi tekel. Zanima me, koliko maratonov si odtekel in kateri bil najljubši tebi, najlepši? Ja, samih klasičnih pravih maratonov niti ni bilo prav veliko, mislim, da tam 5-6, če se ne motim. V mojem tekaškem življenju, ne, prevladujejo predvsem polmaratoni, to pa nimam pojma, koliko jih je, ne. Jih nisi štel? Ne, že če štejem samo tiste, na katerih sem uradno bil prijavljen, se pravi, da greš tekmovat nekaj 10, ne vem, 30-40, kaj takšnega,
medtem ko pa jih je bilo vseh skupaj gotovo več, ne, ker ko treniraš za maraton, je 21 km, polmaraton, del treninga, sestavni del treninga. Ne. Tako da dejansko pojma nimam, koliko je bilo tovrstnih 21-kilometrskih tekov. Ne. Koliko jih bo padlo danes po tem pogovoru? Zdaj počasi poskušam priti nazaj, bom rekel, narekovajo formo, ampak zdaj niti nimam več nobenih tekmovalnih želja, ampak samo da grem na tek pa uživam. In imam v načrtu, da se prijavim na istrski maraton, ki naj bi bil sredi aprila. Tako da zdaj počasi povečujem razdaljo, danes računam tam nekje dobrih 10 kilometrov. Tako da počasi to stopnjujem. Ne. Odlično. Ko pa si vprašala po najljubšem, ne, pa v bistvu nekje niham med dvema. Ne. Med maratonom v Berlinu pred zdaj že skoraj 22 leti. To zaradi tega, ker sem ga pretekel takoj po 3 mesece potem, ko sem končal zdravljenje raka. Pa potem nekje moj zadnji maraton, to je pa mislim, da nekje 5-6 let nazaj v Bejrutu, ki pa je bil seveda v normalnih razmerah, vendar že sam Bejrut, lokacija je bila fenomenalna, prav tako vzdušje. In to je bil še Bejrut pred tisto grozljivo eksplozijo, ki je uničila dejansko najbolj tisti del mesta, ne, kjer smo v bistvu imeli štart. In ta starejši del mesta, ne, tako da recimo ta maraton mi je ostal tudi seveda v zelo lepem spominu, ravno zaradi tega, ker so bili domačini zelo gostoljubni. Ne. Dobro, v nekaterih predelih mesta ni bilo gledalcev, ne, ob progi. Tam mislim, da so ta predvsem naselja s palestinskimi dolgoletnimi, že desetletja naseljenimi palestinskimi begunci. Tam recimo je bilo tudi nenavadno zame, so bili po pločnikih potem na vsakih, ne vem, 30 do 50 metrov vojak z brzostrelko, ne, ki so nekje, bom rekel, nadzorovali ta potek teka, ampak to dejansko res samo nekaj kilometrov v eni določeni četrti. Ne. V ostalem delu mesta Bejruta je bilo pa to tako, kot smo vajeni, sproščeno, veliko ljudi, navijanja. Skratka, zelo, zelo prijeten maraton. Pa precej naporen, kajti pričakoval sem precej ravninsko progo, ker je Bejrut leži ob morju, ampak seveda ni bila proga speljana ob morju, zelo majhen del proge, ne, večji del pa po mestu in mesto se takoj dvigne. Tako da je bil zelo, zelo razgiban, kot se temu tekaško reče, zelo razgiban teren. Skoraj da trail tek potem, ali je to ta pravi izraz? Ja, skoraj da. Dobro, odlično mi gre teoretiziranje. Igore, omenil si, najljubši je bil tvoj pravzaprav berlinski maraton pred 22 leti, ki je sporočal ne samo zmago, ko si dosegel tekaški cilj, torej prišel po maratonu na cilj, ampak predvsem življenjsko zmago nad Hodgkinovim limfomom, ki je zaznamoval tvoje in družino, torej življenje tvoje, tudi družine, tvoje soproge, tvojih sinov. Nam lahko nekaj več poveš o tem? Ja, zdaj seveda spomin rahlo že bledi, ne, ker je tega že toliko let, pa vmes se je zgodilo še marsikaj drugega. Ampak ja, takrat sem bil mlad moški, lahko rečem, ne, star 32, ne? Tako je, malo čez 30, z 2 majhnima otrokoma. In seveda, to je bil šok, ne, kajti ko si tako mlad, ne pričakuješ, da boš zbolel, zlasti pa ne, da boš resno zbolel. Ne. In niti nisem imel nekih problemov, ne. Saj verjetno, če bi se prej pojavljale neke težave, ne, potem sama diagnoza ne bi bila tako šokantna, ne, ker bi se človek, bi se verjetno psihološko že prej pripravil na to, da bo nekaj slabega. Ne. Ampak dejansko ni bilo nobenih težav, nobenih pravih znamen, tako rekoč, ne.
Zdaj, potem, ko sem gledal za nazaj, seveda ne, za nazaj je vedno lahko vsak pameten ali po bitki je lahko vsak general. Takrat se mi je pa to sovpadalo s selitvijo iz Bona v Berlin, kajti takrat se je nemška vlada in parlament so se ravno selili iz Bona, stare prestolnice, znova v Berlin. In temu je sledila tudi naša selitev, se pravi naše družine. Je to nekako sovpadalo in seveda, ko se seliš, imaš cel kup drugih stvari za razmišljati, za delati. Poleg tega bližala se je 10. obletnica padca Berlinskega zidu, sem bil angažiran še tam, toliko bolj za razmišljanje, za pripravami raznih prispevkov, oddaj. In dejansko niti nisem bil pozoren, prav ko se mi je na vratu pojavil nek tak mali mazolček, recimo, ne bi temu rekel, ki pa se je seveda iz tedna v teden večal, ampak ni bilo nobenih drugih težav, kot potem, ko je stvar res že postala velika, tam, ne vem, več kot centimeter, 2 velika, da sem moral pri britju nekoliko bolj paziti, ampak ni bilo nobenih drugih težav. Šele potem, ko je bilo konec teh priprav na padec Berlinskega zidu, 10. obletnica, 9. novembra je bilo to, takrat sem šele potem tudi na pregovarjanje žene našel čas, da sem šel po berlinskih ulicah iskat kakšnega zdravnika, ker smo bili pač sveži v Berlinu, nismo poznali nič, tako rekoč. V Bonu smo že imeli vse, v Berlinu še nič. Tako da sem tam na eni od ulic, na nekih vratih videl, da piše splošna medicina, sem šel notri, potrkal in so me vzeli. In gospa starejša zdravnica me je potem otipavala nekaj pol ure in takrat mi je prvič prišlo na misel, da stvar pa najbrž ni samo nek zamašena lojnica ali pa podkožni tur ali kaj takšnega. In potem mi je tudi takoj dala napotnico, je rekla, veste, ne vem, kaj to je, ko sem jo vprašal, če je to mogoče rak. Pa rekla, lejte, ne vem, lahko tudi, ampak je še cel kup drugih bolezni na podlagi tega, morate iti do specialista, tukaj imate napotnico, mi je dala napotnico in potem sem šel na tisti naslov in mi je seveda skoraj da že takrat ker je gor pisalo onkologij. In takrat sem se bolj ali manj, ne bom rekel prijazno, ampak ugotovil tudi na razumski ravni, da očitno bo to rak. Zdaj, kakšna vrsta, seveda nisem imel pojma. In potem je pač, bom rekel, stekla procedura ustaljena. Pregled pri zdravniku, napotnica za operacijo, se pravi za histološki odvzem, ki pa je potem prav na Miklavža. Miklavž je takrat prinesel precej čudno darilo, dejansko potrdil tudi histološki pregled, da je to Hodgkinov limfom. Potem se je bilo pač potrebno psihično sestaviti. No, oba dva ženo sva bila seveda šokirana, mene mogoče še sploh na začetku so te črne misli obhajale, kaj bo ženo in z majhnima otrokoma, ko mene ne bo več, ker jaz sem to dejansko mislil, da je to enako kar diagnoza, da je enako smrtna obsodba, ker takrat praktično nisem poznal razen svojega nekdanjega urednika na zunanje politični redakciji na radiu Dušana Barneta, nisem poznal nikogar, ki bi preživel raka. Vse, ki sem jih poznal, tudi v sorodstvu, so bili že na pokopališču. Tako da po teh prvem šoku, črnih mislih na začetku pri naju obeh, je potem pa relativno dokaj hitro prišlo do tega, da sva se nekako psihično postavila na noge. V precejšnji meri je zasluga bila to tudi enega od diplomatov takratnih na slovenskem veleposlaništvu, ker kot sem prej rekel, Miklavž je prinesel dokončno diagnozo. Bili so pa že pred nami božično-novoletni prazniki in smo imeli pač pri veleposlaniku takratnem slovenskem večerjo in je ta diplomat dejansko poskrbel za tako sproščeno vzdušje, ker midva prej sva sploh razmišljala, če bi šla na ta večer.
na to večerjo, glede na situacijo. Pa so se odločila in potem nama ni bilo žal, ne, ker mislim, da so se po 2-3 tednih prvič spet sprostila, nasmejala do solz, ne, če so bile prej mogoče solze zaradi skrbi in šoka, so bile zdaj to solze smeha, ne. In dejansko od tiste večerje potem naprej so nekako oba dva rekla, pa dobro, daj pa bo, kar nam je namenjeno, usvojeno bo, ne. Zdravniki so mi obljubljali že takoj, seveda, ne, da me bojo, glede na diagnozo, ki je bila, da sem šel v začetni fazi, da me bodo pozdravili, ne. Jaz jim tega sicer nisem verjel, priznam, ker sem rekel, ja, to je zato, ker vejo, da sem mlad, pa imam 2 majhna otroka, ne, pa me zdaj tolažijo. Ampak potem božično-novoletni večerji so pa stvari začele iti nekako navzgor, zlasti mislim psihološko v prvi fazi, ne. Potem z januarjem pa seveda, ko se je začelo tudi zdravljenje, nisem imel nekih težav resnejših, ne. Sicer po vsaki kemoterapiji sem običajno 3 do 4 dni potreboval, da sem prišel nekako k sebi, ne. Ker sem bil precej utrujen, slabo mi je bilo. Ampak po tistih 3 do 4 dneh sem bil spet kot rožca in sem lahko mirno delal naprej, ne. Tako da v bistvu mi ni bilo treba iti v bolniško in psihološko je to mi pomenilo ogromno, ker sem se pač počutil, da sem normalen, ne. Da ni to nekaj posebenega, za mentalno zdravje mislim, da je to zelo pomemben ta občutek, ko lahko nekaj delaš, ne, tako rekoč običajnega. In tisto zdravljenje, se pravi, ko greš na kemoterapijo, tiste 3 ure tam odsediš, da stečejo citostatiki v žilo in greš potem domov, ne? In potem pa delaš naprej, ne? In pozabiš na to, da si dejansko resno bolan, ne? Ker pač, ko delaš, ne, nimaš čas, se pač skoncentriraš na delo in nimaš čas razmišljati to vrstne zadeve. Tako da iz mojega stališča, ne, mi je bilo to idealno, da sem bil v službi takrat kot dopisnik, ker lahko sem delal od doma ogromno, ne. Ker če bi bil v Ljubljani, ne, seveda bi mi zdravniki odsvetovali hoditi v službo, ker je pač okrog mene bila množica ljudi, ne. Kar je pomeni, da se lahko zelo hitro okužiš, kakšno drugo bolezen dobiš, ker je pač tvoj imunski sistem v pač slabem stanju, ne. Takoj mi je bilo pa to omogočeno, ne, ker mi ni bilo potreba hoditi v množice ljudi, bil je zimski čas celo, ne, in sem se lahko temu mirno izognil, tako da sem dejansko potem tistega pol leta, dokler sem prijemal kemoterapijo, razen teh na 2 do 3 tedne, 3 dni, do 4 dni, ki sem jih preživel na kavču in s slabostjo, vse ostale dni živel normalno življenje, ne. Spomnim se kampanje Najboljša novica iz leta 2015. Prav pred tem najinim srečanjem sem si še enkrat poslušala tisti čudovit posnetek in si tako lepo misel takrat delil, ne, da razmišljati o bolezni v času spoprijemanja z boleznijo, ko je zadeva akutna, da ni dobro preveč brskati po tej temi, da je to kot živo blato, ne, bolj koplješ po njem, globje padaš. In si rekel, da tvoj stik s službo, z delom, ta stik z običajnim življenjem, da se nič ni končalo, da življenje gre naprej, da ti je to izjemno veliko pomenilo. Ja, absolutno, ne, ker to, kar si omenila, sem že pozabil, da sem tako modro govoril. Zelo lepa misel, ja. Ja, dejansko, absolutno, to se popolnoma strinjam, ne. Če padeš v ta krog teh črnih misli, ne, in pri taki diagnozi seveda to ni težko, ne. Je pričakovano v bistvu. Ja, je pričakovano in to je, ja, v bistvu živ pesek ali blato, ne, da bolj ko se utepaš, bolj ko iščeš, razmišljaš, analiziraš, zakaj je to bilo, zakaj nisem pa prej šel k zdravniku, recimo, ne, za nazaj tako ne moš nič spremeniti in je brez veze se v neke hude analize za nazaj poglabljati in s tem ukvarjati. Bolj je pomembno v takih trenutkih, da najdeš ne bom rekel rešilno bilko, ampak recimo neko vejo, ne, če nadaljujem s tisto prispodobo o blatu ali živem pesku, ne, neko vejo, za katero se zagrabiš in
potem poskuša se potegniti ven iz tega, ne? V tem pozitivnem smislu, da svojo energijo usmeriš v to, da verjameš, da ti bo uspelo, ne? In se po svojih najboljših močeh potem trudiš to izpeljati, pa seveda zaupati moraš zdravnikom. To se mi zdi pa zlasti zdaj, ne, ko smo v času pandemije in ko bereš, poslušaš vse, bom rekel, digitalne mega zdravnike, ki pametujejo o virusu, o bolezni, o covidu in so hudi strokovnjaki za vse, ne, in pod vprašaj postavljajo znanost in dosežke medicine in tudi zdravnike, ne. To je čista katastrofa, ne. Ker še nisem videl, da bi recimo kdo šel, ko se mu pokvari avto, k vodovodarju, ne, in ga prosil, da naj mu popravi avto, čeprav ima vodovodar popolnoma ali pa precej podobno orodje v kovčku kot mehanik, ne. Zdaj, za zdravnike so pa vsi nenadoma izredno pametni in govorijo, da jim ni za zaupati, da so, ne vem, te teorije zarot, pa da so vsi neki lobisti. Ne, če zdravniku ne zaupaš v takem primeru, take bolezni, recimo kot je bila v tem primeru moja, ne, si že veliko izgubil, ne. Se pravi, mora biti zaupanje v zdravnika, v medicino, pa seveda moraš tudi sam vložiti to pozitivno energijo v boj v spopad z boleznijo. Dobro, Igor, zelo zanimivo se mi je zdelo, ženo sta se zelo ampak razumsko lotila tega in zdravljenja in skratka okrevanja. Ti si se poskušal, kolikor je bilo mogoče, nemudoma vračati običajno življenje v tem stiku z delom in tako naprej. Zanimivo se mi je pa zdelo, da so tvoji starši za to diagnozo izvedeli šele čez leta, da si jim želel to prihraniti. In si jim prihranil, ne, ko je bilo najtežje. Ja, sem. To je pa pač potem, bom rekel, individualna odločitev vsakega posameznika, ne, ki pozna svoje domače razmere. Za bolezen so dejansko vedeli vsi, ne, moje sestre, moja babica, skratka vsi razen očeta in mame. Očeta v narekovaju sem izključil zaradi tega, ker je bil zgovorne narave, ne. Se pravi, tudi jaz nisem, se pravi, sem njegov potomec, ne. Sem zgovoren. Očetov sin. Ja, očetov sin. Ker smo se bali, ne, da bi oče, ker pač rad govori, kdaj po nehote to povedal mami. Mama pa je bila v tistem obdobju pač oseba, ki ni ravno pokala od optimizma. Zdaj v zadnjih letih se je zelo spremenila v to smer, je precej drugačen človek, ne, in če bi recimo se mi to danes zgodilo, bi recimo povedal, ne, takrat nisem sam odločil, pogovoru z ženo pa sestrami recimo, ne, smo se pa nekako odločili, da tega ne povem, ker bi moja mama to preveč skrbelo. In so se bali, ne, da bi potem, ker sem pač računal na to, da se bom pozdravil, ne, se rekel, si pa ne želim, da bi zdaj pa moja mama umrla zaradi skrbi, kaj bo z mano. Tako da je potem dejansko ona, mislim, da izvedela za vse skupaj šele čez 3-4 leta, ker sem za neko revijo, so mi na to temo z mano imeli intervju, ne. In potem nisem želel, da bi mama pa to iz časopisa izvedla, ne. Sem pa šel do nje na obisk in se mi potem, ne, kot se reče, mačka okoli vrele kaše, z vedno ožjimi krogi prišel do bistva in je razložil, kaj je bil razlog takrat, da sem si povsem na kratko postrigel lase, ne. Takrat smo razlagali, smo iskali neke druge razloge, zakaj sem zdaj iz nekega dolgolasca, takega relativnega dolgolasca postal človek s frizuro na 0,5 postriženimi lasmi. Igor, tako. Zdaj je seveda s humorjem, ki je sploh značilen zate in to vedrino in
pravzaprav enim res pozitivnim pristopom v življenju. Vse to ljudje, ki te poznamo ali službe ali kakorkoli o tebi seveda vemo, ampak ti ni bilo prav prikrajšano tudi v nadaljevanju, ne, ker leta 2018 si se tako s polno paro spet pripravljal za nov dopisniški mandat, tokrat v Bruslju, kjer si še danes radijski in televizijski dopisnik za televizijo oziroma Radio-televizijo Slovenija, in takrat je pa spet bolezen druge vrste vstopila v tvoje življenje, ne, povabljena. Absolutno nepovabljena in spet nepričakovana, ne. In to je pa bila možganska kap. Sicer očitno, ne, potem ko sem kasneje v bolnici razmišljal, me ima Bog res rad očitno, ne, ker to vedno se potem iz teh stvari nekako izvlečem, se recimo pozitivno razvije. In ta možganska kap je dejansko prišla popolnoma tudi, tako kot sem prej omenil, za sam Hodgkin, nenapovedano, brez kakšnih opozoril, lepo tako sončno jutro je bilo, kot je zdajle tukaj pri nas, ne. In ko imam običaj, ne, da se vsako soboto tehtam, da to spremljam v povezavi s tekom seveda, ne. In sem se šel tehtat. In potem, ko sem se stehtal, ne, zdaj bi kdo rekel, ja, te kap zato, ker si videl, koliko kilogramov je pokazala tehtnica, ne, ampak ni bilo to, ne. Je bil tak na začetku niti ne nek poseben občutek, ampak v tistem je potem pozvonil domofon in sem želel odpreti vrata ženi, ki je šla teč, in dejansko nisem znal pritisniti na gumb domofona, ampak sem začel tam nekaj prestavljati, neke svoje obleke na ograji pri stopnicah, kar sem nekako razumsko sem se vprašal, pa kaj jaz zdaj delam, ne? Potem je še enkrat pozvonil, ne? In sem se ponovno želel obrniti okrog pa odpreti vrata ženi. Sem začel po vrata garderobne omare premikati, ne? In sem bil čisto šokiran, sam tako pri sebi sem razmišljal, kaj zdaj z mano, ne? Ampak to je bilo tako nekak tak prizor, bi mogoče lahko pisal, kada sediš v kinodvorani in gledaš enega cepca na filmskem platnu, ki počne neke čudne zadeve, ne. Kot da sem izven sebe in opazujem svoja čudna dejanja, in sem bil popolnoma zmeden, ne. In sem se vlegel v spalnico na posteljo in sem bil čisto šokiran, ampak takrat so potem že sinova vstala, ker sta pač slišala zvonjenje še naprej od žene, in nekako ker nisem več mogel normalno govoriti, ampak nekako sta le ugotovila, da govorim, da ne morem govoriti, in to. Potem je že tudi žena prišla do mene in ženi je bilo pa dokaj hitro jasno, kje je tu problem, ne, kaj se dogaja, ker je dobro poznala to besedo grom, ne, se pravi govor, ne, roka, obraz, mimika, kaj so tisti klinični prvi ali pa najbolj očitni znaki možganske kapi. Tako da se je potem ona zelo hitro šla stuširati in obleči, da me odpelje v zdravstveni dom. Vmes se mi je že stvar majčkeno izboljšala, ne. Je pa zanimivo, ne, ko sem starejšim sinom potem sedel v dnevni sobi, sicer sem težko govoril, sem ga prosil, če mi lahko kaj po angleško z mano govori, in sem ga razumel in sem mu odgovoril tudi, ne. Potem sem mu pa rekel, če lahko še nemško, ker pač nemščina je v bistvu bolj moj prvi jezik kot pa angleščina celo, ne. Tako. Ti si študiral nemščino in geografijo, si diplomant filozofske fakultete, ne. Tako, ne. In ko je sin z mano govoril nemško, sem ga razumel, ampak odgovoriti mu nisem znal pa nič, ne. Ampak potem me je žena že itak odpeljala v zdravstveni dom, tam tudi ni bilo treba zelo veliko, da je dežurni zdravnik ugotovil, kaj je, ne. In potem pač klasika, ne, vršilca v Ljubljano na nevrološko kliniko, v bolnišnici vse tiste osnovne preiskave, ki jih morajo narediti, in tako kot že prej, ne, ko so govorila o raku, je bilo tudi tukaj dokaj hitro vse potrjeno. Očitno sem imel spet srečo, ne, samo neka lažja oblika. Seveda tiste prve dni v bolnišnici, ne, ker si omenila, da je bilo to tik tako rekoč pred mojim odhodom v Bruselj. To se mi je zgodilo sredi junija, jaz bi pa moral s 1. septembrom začeti delo dopisnika v Bruslju. Seveda v tistih prvih dneh, ne, sem bil šokiran, kaj bo zdaj z mano, ne.
ali bom sploh še lahko novinar, ker nisem mogel govoriti normalno, desna roka, pač pisanje ni šlo, ne. In to za novinarja, ne, da ne more normalno pisati, to ne gre govoriti, ne, je to katastrofa in tiste prvi dnevi niso bili prijetni, ne. Ampak potem se je pa stvar nekako, ker imel sem več različnih vrst vaj, rehabilitacije in podobnega, ne, je bil ta napredek kar dosti hiter, ne. Tako da po 14 dneh, ko sem zapuščal bolnišnico, so me napotili v zdravilišče, ne, so mi zdravniki rekli, da verjetno se bo stvar kar solidno popravila nazaj, ne, bolj ali manj. Da tudi, to mi je bilo recimo za mene, ker pač s tem nisem imel nobenih izkušenj, jasno, mi je bil zanimiv pogovor, ker sem imel tudi pogovore s psihologinjo, ne, pa z logopedinjo, ker mi je recimo psihologinja razložila, ne, da pri tovrstnih poškodbah, kot je bila moja, ne, je lahko sreča, če opravljaš intelektualno delo, ki je zelo pestro. Kajti to pomeni, ne, da tvoji možgani morajo vedno iskati neke nove povezave. Tako. In so navajeni, ne, da morajo vzpostavljati neke nove povezave. In je rekla, da verjetno, ne, bodo drugi deli možganov v mojem primeru prevzeli vlogo poškodovanega dela. Ne. Tako, neke aktivnosti na srečo so nevroplastične in so vse življenje spreminjali. Ampak seveda, ne, predpogoj pa je to, kot sem prej rekel, da imaš srečo in da je poškodba relativno mila. Ne. In ja, potem z tem, bom rekel, trdim delom, strokovno pomočjo, potem tudi v zdravilišču Dobrna, sem do septembra nekako prišel po svojem občutku na tisto, kar je bilo prej, ne. Ampak predno so me v službi ponovno prižgali zeleno luč za odhod v Bruselj, ne, sem moral še enkrat na kompletne zdravniške preglede na medicino dela, ne. Ampak je potem tudi od tam prišlo, da seveda prvič na podlagi ponovnih pregledov pri vseh nevroloških, se pravi strokovnjaki z področja nevrologije, medicine dela, sem potem dobil spričevalo, zdravstveno spričevalo, da je z mano vse v redu in da grem lahko za dopisnika v Bruselj. Seveda, marsikdo me je vprašal, če sem normalen, ne, da tako stresno službo po taki bolezni, pa taka stresna služba, ne. Ampak jaz sem vsakemu odgovoril, ne, če so mi zdravniki prižgali zeleno luč in izdali mnenje, da ni ovir, ne, zakaj bi jaz potem sam sebi se smilil in govoril, ja, to pa ni zame, moram bolj paziti nase, ne. Brez veze, ne. Sej, če ne gre, pa potem vidiš, da ne gre, ne. Tako, ampak sej, kot si dejal, že v prvi preizkušnji v življenju, že v Hočki noti ravno ta stik z delom, ne, ki ga očitno zelo strastno upravljaš, na nek način ti je dal možnost povratka v običajno življenje in tudi ob tem soočenju s možgansko kapjo ti je ravno to stresno intelektualno delo spet omogočilo nazaj, da so možgančki svoje povezave na novo ustvarjali in da si potem čim prej ozdravel. Počasi se premikava k koncu najinega pogovora. Igor, zanima me, tokrat družina ni šla za cel mandat, s teboj otroci so seveda že odrasli, imajo že svoje življenje, niso šli vsi skupaj s tabo v Bruselj, kot je bila prej, a ne, ko so bili mlajši, prilika, a ne, ker si družinski človek. Zanima me, kako pogosto odhajaš domov, predvsem pa, kaj je v tvojem kovčku, ko se vračaš v Bruselj, ker ti slišala sem zelo zanimive stvari o vsebini tega kovčka, ki odhaja od doma v Bruselj. No, to pa je off the record, o tem pa ne. A ja, ne smeva? Se hecam. Ja, to ne, jasno. Ker sem tudi ljubitelj dobre hrane, ne, tudi pijače, ampak vse v mejah normale, zmerno. Jasno, ko se vračam iz Slovenije v Bruselj, si kakšne domače dobrote, jasno, nesem s sabo, ne. Zdaj bom rekel, malo je to sezonsko pogojeno, čeprav recimo kakšna suha salama, dobre paštetke ali kaj podobnega, je vedno v kovčku, ne. V tem hladnejšem delu leta pa seveda kisla repa in kislo zelje.
Zelje je en tak približek našega kislega zelja, sem sicer odkril tudi tukaj v trgovinah. Kisle repe pa žal ne, vsaj do zdaj, tako da to zalogo redno obnavljam. Tako da v bistvu je to poleg tekaških copat, čeprav mogoče niti ne, to pa, ker imamo običajno tekaške copate tudi še v Sloveniji, neke stare, tako da pravzaprav res običajen artikel, ki je v kovčku, je kislo zelje pa kisla repa. Poleg suhe salame. Poleg suhe salame, ker običajno te letališki delavci precej premetavajo te kovčke in si ne morem predstavljati, kaj bi bilo, če bi se tvoj poškodoval, kako bi dišalo ven. Sicer so, zdaj sem to, bom rekel, nekoliko izpopolnil ta sistem. Vem, da je najbolj pametno, da vzamem ta pakiranja, ki so v plastičnih vrečkah, repe in zelja, ne v kozarcih ali v teh plastičnih posodah, ampak dejansko v tem folija pakiranja. Ker me tudi lahko prilagajaš obliko, seveda. Tako. Kaj zelje v Bruslju je verjetno sladkano ali zakaj je domače boljše? Mislim, da je domače boljše, tako ali tako. To je, dobiš takega, pa morda je to tudi stvar okusa, je tudi kislo, pravo klasično kislo zelje, ampak ima nekoliko drugačen okus kot naše. In se mi zdi, da je naše boljše. To je verjetno tudi stvar okusa. Igor, kako pogosto prihajaš domov ali tvoji domači k tebi v Bruselj? Ja, žal je pandemija tudi tovrstne načrte precej spremenila. Predno potem, v Bruselj sem odšel potem, ko smo družinsko to zgodbo predebatirali, ali se strinjajo s tem, da odidem sam. Ker ko smo se vsi štirje usedli skupaj, sem rekel, lejte, če bo imel eden od vas pomislek, potem bom ostal doma, ker ne želim egoistično neko svojo stvar izsiliti, če nekdo meni, da to ni dobro za nas. In so vsi trije, žena in oba dva sinova, takoj rekli, da ni problema, da seveda, ker se bomo tako pogosto videvali. Vsaj tam nekje na mesec do mesec pa pol, sej Ryanair pa Wizz Air letijo, pa to je karta tistih 20, 30, 40 evrov, to pa res ni problem. In na začetku smo to kar lepo začeli v tem ritmu, približno dvomesečnem. Ali sem jaz prišel v Slovenijo ali kdo od mojih v Bruselj. Ampak seveda to je trajalo samo 1 leto. Potem je pa prišla pandemija, podarila vse naše načrte in v tem prvem valu, recimo, jaz sem bil doma sredi decembra, tik pred božičnimi prazniki, naslednjič smo se videli junija. To pa je bila dolga, Ja, ker letala niso vozila, letalski promet je bil ukinjen, jaz pa nisem imel avta, ker sem pač se odločil takrat zavestno, da avtomobila ne rabim v Bruslju, ker je pač mestni promet super, če pa kakšne povezave ni ravno v kakšen del mesta, ampak običajno je pa tukaj kolo, Belgijci so itak norci na kolesarjenje, tako da imam tudi kolo in se zlasti v toplem delu leta v glavnem prevažam v službo ali po teh poteh s kolesom. In ker nisem imel avtomobila, še takrat, ko so se meje rahlo odškrnile, je bila ta pot v Slovenijo ni bila možna. Tako da v tistem prvem valu je bila to katastrofa. Potem se je zdaj to nekoliko spet, bom rekel, znormaliziralo približno. Dobro, prišla je potem žena, na srečo, tako da so bila zdaj praktično 1,5 leta skoraj skupaj z ženo, to je spet bistveno lažje. Sinovi smo se pa pač videvali, tako kot se midva zdajle preko Zooma pogovarjava, smo se pogovarjali ogromno preko WhatsAppa. Res je, da je tudi sin starejši študiral v Avstriji vmes, tako da smo bili dejansko neka taka razseljena evropska družina v enem delu
našega življenja. Ne. Zdaj upam pa, ne, da bo zdaj le počasi konec te pandemične more, da se bodo vse te povezave nekako spet vzpostavljene normalno, letalske, in da bomo padli nazaj v ta prej omenjeni ritem, približno 6 do 8 tednov, da se drug drugega hodimo obiskovati. Ne. Tudi recimo mlajši sin namerava, upam, da bo dejansko povezava začela dejansko res delovati. Konec marca načrtuje, da pride na obisk. Ne. Ampak seveda, odvisno, ali bo dejansko Vizer letel. Anja, tako. Igor Jurič, najlepša hvala za tvoj čas, za ta zanimiv pogovor, zelo iskren. Za konec morda želim, da ti prevzameš zaključek in slovo od tega pogovora z eno mislijo, z enim spoznanjem, ki bi ga delil z našimi poslušalci, glede na tvoje zahtevno, stresno delo, vse življenjske izkušnje, pa tudi 2 hudi zdravstveni preizkušnji. Pravijo, da pridemo na svet z nekim namenom, z enim poslanstvom. Prosim te, če deliš svojega, če si ga že ugotovil, če ga že poznaš, z nami za konec. Ja, to je zdaj bi bilo mogoče malo samovšečno, ne? Preveč, če bi rekel, kaj imam občutek, da je moje poslanstvo, da sem prišel na svet tak, kakršen sem. Ne? Morda, ne, o tem sem parkrat mogoče razmišljal, je eden od namenov tega, ali pa vseh teh preizkušenj, ki so mi bile dane na pot, to, da ravno te izkušnje ali pa izkušnje s preizkušnjami delim z drugimi. Ker se mi zdi, ne, da ljudje, ko se znajdejo v neki preizkušnji, v neki kriznem obdobju, seveda najprej pomislijo, vidijo samo sebe, ne, in imajo občutek, da je to najbolj grozna stvar na svetu, kar se lahko zgodila. In ne vidijo pa tiste luči, ne, nekje na koncu zelo, zelo dolgega lahko predora. Ne. In se mi zdi, da je lahko ljudje, ki smo pripravljeni govoriti o svojih preizkušnjah odkrito, pa ne iz nekih ekshibicionističnih razlogov, ne. Da lahko s tem, ko odkrito in pošteno povemo svoje izkušnje, marsikomu, ki se bo kasneje, ki se za nami znajde v neki preizkušnji, na tak ali drugačen način morda s tem pomagamo. In to se mi zdi izredno pomembno, ker, kot sem že prej enkrat vmes med enim pogovorom rekel, ko sem zbolel za rakom, mi je manjkal ta zgled, pozitiven zgled, ne, na katerega bi se lahko oprijel. Ne. In zato se mi zdi, da to vrstne izkušnje, ko jih nekdo deli s širšo javnostjo, so lahko nekomu enkrat v pomoč, tista veja, o kateri sem prej govoril, ne, za katero se zagrabi. In imam tudi sam take izkušnje, zlasti takrat po raku, ko so me poklicali ali pa preko Facebooka, takrat je obstajal samo še Facebook, ne, so me popolnoma neznani ljudje kontaktirali in me prosili, če se lahko me pokličejo, če jim lahko dam telefon, da so se znašli v taki situaciji ali pa podobni, da jih zanima izkušnja. Ne. Popolni neznanci. In to se mi je zdelo mogoče ta pravi odgovor na tvoje vprašanje, ne, zakaj smo tukaj. Morda ravno zaradi tega nam Bog da to vrstne preizkušnje, da potem lahko pomagamo drugim, ne, da lažje gredo skozi to vrstne ali pa še bistveno hujše preizkušnje, kot so bile dane meni. Ne. Ker ne nazadnje, če tako vzamem, moje preizkušnje so v primerjavi s preizkušnjami mnogih drugih ljudi manjši prehlad. Ne. Čeprav res pa je, ko se znajdeš v taki situaciji, je pa to katastrofa, ne, v tistem prvem trenutku za vsakogar od nas, ne, to vse smo vsi ljudje. Igor Jurič, najlepša hvala za tvoj čas, za te bogate misli, dragocene izkušnje, ki si jih z nami delil. Jaz ti želim eno uspešno delo
v Bruslju in potem, ko se vrneš spet k nam domov v Slovenijo, pa naj bo manj stresno, kot je bila zadnja polovica leta, to predsedovanje Sloveniji Svetu Evropske unije, da boš tudi užival in imel čim več časa zase in svojo družino. Ja, najlepša hvala in jasno, najboljše želje tebi in pa tudi vsem tistim, ki bodo poslušali tale pogovor. In kot je zdaj zelo znane rek, ostanite zdravi. V našo družbo vabljeni spet čez 14 dni. Na slišanje!